Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes se bomo dotaknili še ene stvari, ki počasi izumira, pa je veljala za eno velikih slovenskih tradicij. To so gasilske veselice. Pa ne zaradi tega, ker bi se gasilci naenkrat polenili in ne bi želeli več organizirati gasilskih veselic, marveč zato, ker so regulative in vse, kar je prinesla nova davčna zakonodaja, tako rigorozne, da gasilci sami pravzaprav veselic niti več ne morejo organizirati. S tem pa je oplahnel tudi znaten vir financiranja prostovoljnih gasilskih društev. Zdaj sem tukaj pri enem v okolici Maribora, ob meni je poveljnik, gospod Petek, pozdravljeni. Dober dan. Torej, gasilske veselice so problem zdaj, ko jih več ne morete, ne? Ja, čujte, to je zdaj splošen problem, ker ni denara. Ni denara in posledično ni denara za opremo. Čujte, mi smo si z veselico enkrat letno naredili denar, mi to denar nismo za sebe rabili. Veš, kaj ti hočem reči? Tak in tak je bilo več denara, več si dobil s koledarji, več pa še veselica, pa si lahko neko opremo kupil. Zakaj opremo, da jo pol uporabiš, ko se nesreča zgodi, se ne zato, da se zdaj mi okrog hvalimo, ne, z novo cisterno, pa to samo... No, samo lepo pa je videti, ko imamo novo, ne? Daj, knupleš, čakaj, veš, da imam intervju, no. In zdaj pa tega več ni, zakaj? Ker zdaj rabiš tavžniti en papir, država nas je tu, bom rekel, posekala, jaz sploh ne vem vse, kaj rabiš, dovoljenje za prireditev, javni shod, dovoljenje za obremenitev s hrupom, soglasje, da je prireditev daljša, dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov, no mislim sreče lov, ne, dovoljenje za zaporo ceste, itd., da ne naštevam blagajn, da ne naštevam, da mora biti vse davčno, ne naštevam totih WC-ev, dragih diksijev. Čujte, včasih se šlo, na ono potrebo se šlo, na toto malo bolj močno se šlo not v gasilski dom, če je tam bilo puno, pa se šlo pač malo 2 koraka bolj na čumo, ne. Zdaj, če si bil gentleman, pa če je žensko pritisnilo ker je bilo dosti za jest, ne, in je tudi, veš, da presnova dela, če je pritisnilo na tisto, ko ne more sama iti, pa plesali smo le, pa to, ne, si pač ozraven, pa je prijel za roke, v temi se nisi videl, pač, ne. Veš, kaj ti hočem reči, da ni padla pol nazaj v svojo nesrečo. No, ampak hočem vam reči, da zdaj tu so nas zasekali, tako da zdaj mi to ne moramo, ne, ker še enkrat pa podarjam, mi smo toti denar porabili za splošno dobro in ne za sebe. No, zdaj nekaj malega šlo za nas tudi. Ja, za delovanje, ja, knupleš, ja. Za delovanje, ja. En del se je vedno spil, ne. Po veselici smo pili, ja. Pa pol mislim, ne. Kaj je ostalo? A dobro, kaj zdaj to ni pomembno, no. Spomni se samo recimo leta 74, takrat smo imeli 4 kovači, so špilali. Črno je bilo, ljudi, črno je bilo. In kasa, mislim, da se nem zlago, je bilo okrog 6 mark. Vroče poletje je bilo takrat, nem pozabo. Mislim, da smo za njih 30 ure smo spili. A dobro, knubleš, pa kaj je to, pa kaj si zmeža, ne, tako poprej govori. Ja, ne, poprej govorim, vse to smo pol zavedli, to so stroški za cisterno. Dobro, no, ni pomembno, pravim, da je bistveni del financiranja nam izumira, to jaz hočem povedati. Ti moraš vedeti, enkrat na teden peremo avte pa pucamo tu, ne. Toto dvorano pa vse skupaj, to je, gled, 2 gajbi, sta samo toliko, da se dobimo, ne. To je isto, kot da bi samo malo vratovine narezal, recimo. Dobro, pa kaj za toliko ti toto pijačo izpostavljaš, kaj si ti zmešan, kaj si? Zato, ker že 10 minut tu stojim pa, gled, to ne vstikmam v lapa. Kaj idi tam v hladilnik, pa si vzami. Ja, pa to ti zdaj hočem razložiti, da nekaj treba narediti, da dobiš, ne, da je hladilnik pun, ne. Dobro, v redu, no, pa ni zdaj to tema, razumeš? Ja, in kako pa vi rešujete zdaj ta problem pravzaprav? Čuj, vsa sreča, tu imamo enega, ko ima svoje vino, tudi nam da za pir, pa te skupaj vržemo. A ni to vprašal, knupleš? Dobro, hvala lepa, da sveč ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.